To so preprosta vprašanja. Prišlo je do odstopa, pa me zanima, to je že tretji odstop zapored. Zanima me, kaj je šlo narobe? Žal na začetku Makedama je avto začel trokirati, njim izgubljal moč in pol so se nekako pripeljali do tega harda, kjer je crknil. Okay. Kako pa do tega pa so bili občutki v redu? Super. Okay. Ja. Kakšni pa so plani naprej za sezono? Kako mislite tudi z avtom in kako boste odpravili te zadeve? Prvo odpraviti vse težave in pol z glavo navzgor naprej. Kaj čemo, tako je. Dirke so dirke. Super, srečno. Hvala. We are here today with Vlastimir and he was the leader of the race. Vlastimir, what happened? I was very happy with our leading in this race. We won 3 of 4 stages, but now we had some problem with, I think it's gearbox, and it's pity for us. Okay, thank you. Good luck in the next races. Thank you so much. Danes smo videli, da je šlo nekaj narobe, pa me zanima, do kakšnih zapletov je danes prišlo? Tle v zadnji trojk je polosovina ali pa menjalnik odpovedal, nažalost. Zgleda, da je bilo preveč akcije že na prvem brzincu. Kakšni pa so bili občutki, kakšno razočaranje večje? Ne, zelo v redu, so bila zelo hitra, no smo mi par kar kritičnih, tako da so bila po mojem zelo hitra, no. Je šlo v redu. Kakšni pa so plani za to sezono naprej? Plani so, kakšna horska, kakšen reli, avto je cilj, že to neki, tako da bomo še kaj odpeljali. Super, najlepša hvala, pa srečno tudi naprej. Zanima me, kakšni so občutki po prvem delu tekme, glede na to, da ste izgubili svojega največjega tekmovalca? Ja, stvari so nekako po planu. Malo mi je žal, da je Marčak ni ostal v igri, da je imel to smolo, ker vseeno mislim, da bi bila kar dobra borba. Predvsem pa je bil on tukaj že dvakrat zelo hitr s tem avtom in bi bil to tudi zame pokazatelj, koliko moram pritiskati oziroma, da bi tudi svoj tempo dvignil. Jasno se bo zdaj taktika za popoldne mogoče malček spremenila. Bomo kakšno novo stvar spet probali in recimo, da pripeljemo to stvar do konca. Kakšne pa so te nove taktike? Mogoče vključujejo kakšno gume? Že veste, kako boste zbrali glede na to, da se kažejo neki oblaki? Trenutno imamo tam na izbiro kar nekaj gumija, tako da verjetno bomo eksperimentirali oziroma probali neke nove zmesi. Jasno pa bomo probali tudi nekaj na nastavitvah probati, ker je zdaj idealna prilika, da probamo te stvari v tekmovalnih razmerah in to bo, bom rekel, tudi najboljši pokazatelj. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Alex Humar, kakšni so občutki današnje tekme? Ja, zaenkrat je vse po planu. Prvi del smo dali skozi, tako da zdaj nas čaka drugi del. Vreme se sicer malo spreminja, ampak zaenkrat sicer ne kaže na dež, ampak če bo pa še kar pestro popoldne. Pa imate mogoče kakšne svoje ljudi ob progi, da vam mogoče malo sporočajo situacije? Zaenkrat ne, bomo se malo osredotočili na radarsko sliko, pa bomo povedali, ker gremo, mislim, da zelo na druga stran, tam, kjer je zelo rad dež, tako da bo treba malo tudi se prilagoditi razmeram, bomo vedeli. Hvala. Simon, vodilni v diviziji 3, mogoče malo presenetljivo, kakšni so občutki? Zaenkrat so kar v redu, sicer ne vem, kako bo zdaj naprej izgledal, ker je trenutno dež, ampak samo potrudili, da bo še naprej tako šlo. Super, se pravi, zdaj verjetno se že dogajajo veliki premiki v tehnični podpori. Ste se že vse odločili? Nekako ja, nekaj moramo še poštimati, ker sem eno neumnost naredil vmes, ampak bo. Super, hvala. Thank you very much and good luck for the next races.